Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in če mogoče tole vidite, uporabljam kadilo, v glavnem kadim zraven in dejstvo je, da vsake toliko časa je fino razkužiti prostor in dodati novo energijo. In prav v teh dneh, ko razsaja koronavirus, nasvet, ki sicer sem ga pobrala od šamanke Kim, ki živi tukaj v Horjulu, potomka Indijancev, ona je rekla, da gremo in si natrgamo vejic ciprese. Cipresa lahko raste kot živa meja, lahko tudi žive meje okrog pokopališč, in zavremo vodo in noter damo te vejice ciprese in da razkuži prostor. In ena stvar, na kar je pa opozorila, glede na to, da vsak drevo ima svoj duh, da je zelo pomembno, da se cipresinemu duhu zahvalimo za to, da lahko pridemo do zdravilne energije, da se razkuži naš prostor. Vem, da v teh dneh pač vlada strah, ker dejstvo je, ne vemo niti proti čem se borimo, oziroma vemo proti čem se borimo, ampak dejstvo je, da zadnje novice kažejo, da se virus prenaša tudi preko zraka, dejstvo je, da dihati moramo. In tukaj noter, seveda, jaz sem prepričana, da pri vsem skupaj, kar nas situacija uči, je to, da kljub vsemu zaupamo v proces življenja. Danes sem bila z mojimi dekleti v gozdu in sem razmišljala, da drevesa so pljuča naše zemlje. In ravno tako kot vsako drevo so tudi naša pljuča tako razvejana in sprejemajo kisik, ravno tako kot drevesa. In jaz sem res prepričana to, da virus resonira na določeni frekvenci. Bolj kot nas je strah, bolj blokiramo ta del naših pljuč. In druga stvar, da bolj kot zaupamo v proces življenja, lažje je. Ampak dejstvo pa je, da smo na zemlji, in dejstvo je, da glede na to, da smo na zemlji, je pametno uporabljati tudi tista znanja, ki so jih naši predniki imeli. In tukaj imam knjigo iz leta 1887 in sem notri pobrskala, kako so pa nenazadnje naši predniki preživeli takrat, ko so bile take stvari, situacije, ko so enostavno niso drugače mogli pomagati, kot pa samo z naravo. Ni bilo zdravil, tudi antibiotikov ni bilo. Antibiotik nenazadnje so iznašli šele, Fleming ga je iznašel šele, ali pa našel leta 1928. Do leta 1928 so se ljudje zdravili z naravo. No, in iz te knjige sem poiskala, kaj se pa priporoča. To je knjiga Domači zdravnik po naukih in izkušnjah župnika Knajpa. No, in sem šla noter poiskati, se pravi, kaj naredimo takrat, ko imamo težave s pljuči. Spodaj boste imeli povezavo do članka in zdaj pa pojdimo na te drobne nasvete. Influenca ali hripa. Pred par leti se je pokazala po vseh deželah bolezen, kateri so dali ime influenca ali hripa. Veliko ljudi, posebno starih, je umrlo za njo. In to se zdaj dogaja. Zlasti čudno pa je to, da veliko ljudi po tej bolezni ne pride več do pravega zdravja. Enemu je zastalo kaj na pljučih, drugemu na jetrih, ti so začeli dobivati tvore, drugi vroče utekline na posameznih udih. Bolezen ni nova, na kmetih je davno znana in preprosto ljudstvo se je vedelo pozdraviti. Pili so nekoliko vročega čaja, šli potem hitro v posteljo, odeli se dobro in s potom vred spravili bolezen iz sebe. To je za to bolezen najboljše zdravilo. Zdaj pa kateri čaj je potrebno piti. Piše naprej, umij bolnika vsako uro po celem životu z mrzlo vodo. Po 3. umivanju se bo začel potiti in zdrav bode. Začni zvečer in bolnik bo zjutraj dober. Kot zdravilo za znotraj, se pravi čaj, pa je pri tej bolezen dober čaj iz armana, žajbla in pelina. No, to sta zdaj tri take sestavine, ki je treba čaj piti. Potem pa naprej piše, vnetak pljuča. Marjeta mora v posteljo. Jaz dejansko vam zdaj berem iz te knjige,
domači zdravnik iz leta 1887. Marjeta mora v posteljo. Slabo ji je prišlo, kašlja hudo ali popolnoma suho, od ure do ure postaja bolj vročična. V prsih jo bode in žge, to so znamenja, da so se ji vnela pljuča. Koliko ljudi umre za to boleznijo? Nekoliko dneh je človek zdrav in mrtev, ker ljudje ne vedo pomoči. Čitaj pazljivo sledeče vrstice in zapomni si jih dobro. Če se kdaj komu vnamejo pljuča, rabi to, kar se ti tukaj svetuje, in v največ sledečih slučajih bude pomagalo. No, da vidimo, kaj bo pomagalo. Vsak pozna skuto. In tisti, ki me spremljate, ste me mogoče že prav siti s to skuto, ko vsakič razlagam. Pa jejte skuto, pa skuta, pa skuta, pa sirotka, pa beljakovine. Ampak poglejte, kaj pa tukaj priporočajo. Se pravi, vsak pozna skuto, sir, ki se napravlja iz kislega mleka. To je najboljše zdravilo, če se komu kaj vname v prsih ali v trebuhu ali v rebrih. Skuta se primesi s sirotko. Če nimaš sirotke, vzemi vodo in jesih, piše kis. Potem namaži z njo prt in tega naloži na kraj, kjer bolnika najbolj žge in bode. Ta nakladek pusti na životu, dokler ne postane suh in trd, potem ga moraš vsakakrat ponoviti. To preprosto zdravilo odzame ogenj in bodanje v nekaj urah. Zato se sme reči, da je skuta v tem slučaju najboljše zdravilo, z njo samo lahko rešiš mnogim ljudem življenje. Se pravi skuta. No, potem naprej. Za notranje dajej bolniku vsakega pol dne žlico laškega ali še bolje mandljevega olja. Zdaj, laško olje je drugače olivno olje, hladno stiskano olivno olje, ampak zdaj, če gledamo, kaj pa vsebujejo mandlji. Poglejte, mandlji vsebujejo E-vitamin, vsebujejo kalcij in vsebujejo magnezij. Se pravi, najboljša kombinacija prav za razstrupljanje so mandlji. To ni nova informacija za tiste, ki pač berete, ne vem, knjigo, ko ima Hormoni žur, ki spremljate pač moje nasvete. Dejstvo pa je, da E-vitamin je pa potreben za prekrvavitev in dovaja kisik v pljuča, v možgane, prekrvavitev se poveča. In prav E-vitamin je tukaj v tem primeru prav za pljuča ključnega pomena. Zdaj seveda to kasneje lahko dobite prehransko dopolnilo E-vitamina, ampak če kupujete E-vitamin kot prehransko dopolnilo, ne sme biti umetno. Kako prepoznate umeten E-vitamin? Piše L. Lejte, najlažje kako sem si jaz zapomnila. Ko so bile moje punce manjše, hčerke, so se med sabo zbadale tako, loser, se pravi, L pomeni nekaj slabega. In če je oznaka na E-vitaminu DL, alfa-tokoferol, je slab, je umeten in ne uporabljati umetnega. Medtem, ko če pa piše D-alfa-tokoferol, je pa to naravni E-vitamin in poveča prekrvavitev preko vaših pljuč in deluje proti vnetju. Ampak, tukaj je to prva točka. Ako si na pljučih bolan, piše naprej v tej knjigi, skuhaj česna na mleku in mleko spi. Pomaga. Naslednja točka je, stolci skupaj mandljevih jedrc in mete in isto zauži. Je prav dobro. In naprej, ta tretja točka pa piše, priskrbi si rakov, jih skuhaj in pij rakovo juho grenko. No, in kaj imajo pa raki v sebi? Raki imajo pa beljakovine, ki so gradniki novih celic imunskega sistema, in omega-3 maščobno kislino, ki deluje proti vnetjem. Tako da, lejte, to, kar vam govorim že ves časa, ravno proti vnetjem, omega-3, E-vitamin, česen in seveda potrebujemo tudi kalcij pa magnezij za razstrupljanje, da potegne ven strupe. No, potem pa naprej pojmo po tej knjigi, Domači zdravnik. Med in surovo maslo skupaj zmešaj in po malem uživaj. Je to še posebno dobro. No, potem pa naprej še piše, čakajte, vam moram še prebrati. Se pravi,
kaj je še pomembno? Vsak pozna skuto, to sem prebrala. Ena stvar, borovničevo, bezeg je treba kuhati. Bezeg pomaga pri tem, da se pljuča čistijo, kar pomaga pri čiščenju tudi sluzi. In naslednja stvar, glejte, dobro je tudi dajati bolniku čaja iz bezgovega cvetja, kamilic, rmana in pelina. No, in to je pa zdaj naslednja kombinacija. In potem pa ta naslednja kombinacija pa je, takrat, ko pa že pride do tega, da je treba si pomagati, si pa potrebno pomagati z vodo. Zdaj pa kako pomagati z vodo? V teh dneh vsi govorijo, več je treba piti, da se navlaži sluznica, da se čisti, da če že imamo virus, da ga splaknemo v želodec, da ga želodčna kislina pomori. Ampak naslednja stvar je pametno narediti. Čakajte, bom ta prvo šla poparke. Se pravi, takrat, ko imamo težave z dihalnimi poti, si naredimo takole, lejte, damo nek škaf, si zavremo zelišča, se pravi točno to, kar sem rekla, žajbelj, pa pelin, pa lahko date tudi kamilice, lahko date potem bezgovo cvetje, zavrete in se celi pokrijete z rjuho in dihate to, inhalirate v sebe. No, naslednja zadeva je pa, takrat, če pa že zbolite, pa kaj je treba narediti? Je pa potrebno se knajpati. To je pa ovitek in to pomeni, da to je platnena rjuha, v katero se zavijete. V članku spodaj imate povezavo, kako točno se naredi, ker logično mi ne znamo delati tega. V glavnem, da se od spodaj volnena odeja, potem se da v mrzlo vodo namočena platnena rjuha, se bolnika vanjo zavije od prsi navzdol in potem se čez še pokrije z volneno deko in pusti, da se prepoti. In tukaj piše, da dejansko na tak način se spravi bolezen ven. Pa še ena zadeva piše v tej knjigi, na prsa, takrat, če se že preseli bolezen na prsa, polagamo kislo zelje. Kislo zelje kot obkladek potegne ven vse tisto, kar ne spada v naše telo. Tako da, glejte, res je, v teh dneh se vračamo nazaj k naravi, pa k sebi. Ja, in marsikdo, ko se vrne k sebi, in vam povem po pravici, da tudi včeraj sem šla, sem imela pač ene opravke v Kranju, sem tudi še ozavestila del mojega strahu, ali pa sem se nalezla tega, kar je v zraku. V glavnem, šele danes, ko sem šla v gozd in sem se naužila nove energije, sem sprostila to tesnobo. V zraku je prisoten strah in res je, strahom si ne bomo ta trenutek pomagali. Rada vam bi pa prebrala nekaj sporočil iz kart Prehod v novo dobo. In glejte, zanimivo je, ko je Katarina Vidmar naslikala te čudovite slike na karte, zdaj tisti, ki jih še ne poznate, vam bom kakšno sliko pokazala. In jaz vam na stopnicah imam dve sliki njeni. In ena je tale prepuščanje in vam preberem sporočilo. Zaupam toku življenja. Ko zmorem prepustiti nadzor stvarstvu, se vse uredi na čudežen način. Poslušam notranji glas, ki mi govori. V moje življenje prihaja vse, kar je dobro za mene, in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Rezultatov se ne da izsiliti. Zaupam, da se vse ureja najvišje dobro vseh vpletenih. No in drugo sliko, ki jo imam, je pa višja zavest. No in tale višja zavest pa je. Skozi moje celice teče božanska ljubezen. Človeštvo se dviga na višje vibracije. Zmorem občutiti čisto ljubezen brez sodbe. Jaz sem povezovalni člen med stvarstvom in zemljo. Stanje ljubezni in miline je moje naravno stanje. Tako da, vam dam še 3 take besede, ki vam bojo zdajle pomagale pri tem, da dvigate vibracijo, da takrat, ko vas zgrabi, mogoče tudi panika, 3 besede, ki so kot kode. Moč, zdravje, mir in ljubezen. Se pravi, ponovite si moč, zdravje, mir in ljubezen.
Spodaj, oziroma bom dala spet tudi povezavo, je imela meditacijo Kim iz Horjula, Kim Spiritual, in prav te besede so moč, zdravje, mir, ljubezen. In ko občutiš te 4 vibracije v svojem telesu, se napolni z novo energijo. No in zdaj še ena nova energija, ta pa ni toliko duhovna, kot je tehnična. V tej knjigi Domača zdravila sem prebrala, da tudi brinje pomaga pri tem, da se zaščitimo oziroma da sčistimo prostor. Če imamo že v hiši bolnika, vzamemo pač brinove vejice in prekadimo prostor. Druga zadeva pa je, da če gremo ven in da ne želimo, da se mi nalezemo virusa, žvečimo brinove jagode. Brinove jagode vsebujejo eterična olja in dobesedno razkužijo našo ustno votlino. In zdaj mi je padlo na pamet, tudi na koncu koncev imam jaz to doma, koloidno srebro. Če ga imate, je pametno, da ga vsake toliko časa uporabljate, ker koloidno srebro deluje kot razkužilo in lahko tudi pošpricate v usta, ni nič narobe. Tako da, glejte, nekaj takih praktičnih nasvetov, naredite nekaj v tej smeri, da boste sebe umirili. Pojdite do prvega drevesa in ga prosite za zdravljenje, sploh takrat, ko ste v tej energiji strahu. In prosite ta drevo, da vas objame s svojo energijo in vas napolne z novo energijo in boste videli, narava zdravi. Tukaj je, da nam pomaga, da se pozdravimo in delajte vse v tej smeri, kar je v vaši moči, da preprečite, po drugi strani pa delajte vse, kar je v vaši moči, če pač se zgodi, da zbolite, da se pozdravite in da pač ste tudi potem zdravi. Tako da, mogoče eno povabilo, glejte, če gledate tale video, pri meni na spletni strani lahko dobite prehranska dopolnila, lahko jih dobite z 10% popustom, samo napišite mi zraven, če boste naročilo oddali, gledala sem mail ali video in dobite brezplačno oziroma popust 10%. To je najmanj, kar lahko naredim, da vam majčkeno pomagam takrat, ko pač si treba okrepiti vaše zdravje. Tako da uživajte, imejte se radi, objemite sami sebe in eno stvar pred spanjem, ne brati vse to, kar se dogaja, vse novice. Dajte kaj pozitivnega prebrati, zahvalite se za dan, ki ste ga preživeli, začnite potem jutro z novo energijo, z novimi informacijami. Pa še ena stvar, darilo, ki ga je gospa Elena Seničar dala nam, vsak dan ob polnoči, če natočite vodo, informirana na zdravje. Tako da jaz verjamem v to, da voda nosi informacijo in da če se jaz samo dotaknem kozarca, ali pa tukaj noter imam jaz vodo, drugače to je napitek tre. Napitek tre je iz vijoličnih sadežev in takrat, ko jaz zbolim recimo grlo, popijem pač eno takole flaško, tako na skoraj. Ampak dejstvo je, da to meni pomaga. Posurfajte na moji spletni strani, jaz sem prepričana, da tudi s tem lahko pomagam. No, jaz imam tukaj noter vodo in če primeš steklenico in samo rečeš, voda, pozdravi me, jo lahko tudi vi informirate na vaše zdravje, na to, da vam pomaga pri tem, da se boljše počutite. Tako da, imejte se radi, čuvajte se, ostanite zdravi, predvsem pa zaupajte, da se vse ureja v najvišje dobro vseh. Tako da, lep večer, lep pozdrav in uživajte.